Dobro jutro. Luka Dončić je pripravljen za 5. tekmo proti OKC-ju. Ne, malo heca, ampak so pa znani v bistvu že vsi finalisti obeh konferenc, pravi San Antonio gre na Oklahomo oziroma New York gre na Cleveland. Tako da, kar se mene tiče, je New York. Jaz sem zdaj za New York, ne vem, zato ker mi je mesto všeč, ker sem bil tam enkrat, pa enostavno od vseh, ki so ostali, ne vem, so mi najbolj simpatična ekipa. Danes spregovorim o 2 priložnostih, ki jih v bistvu Luka ima to poletje oziroma ki jih lahko kar najbolje izkoristi v svojo prid. Kar bo potem seveda vplivalo na njegovo naslednjo sezono. Dajmo temu reči tako. Kljub temu, da je bil zdajle najboljši strelec lige, drugi zapored celo, kako sveti, ampak se vidimo. Mogoče je čas za nekaj več. Zdaj je pa že toliko sezon v košarkarski ligi, da ga že moramo ocenjevati tudi po tem, kaj je v bistvu moštveno dosegel, ne? Tisti finale z Dallasom odlično, super, poškodba v finalu, ekipa se ravno takrat ni najbolje zložila, govorimo o finalu, do finala super, v finalu proti Bostonu vemo, ni šlo, so bili pri Bostonu superiorni. Zdaj je pa čas, da naslednja sezona, da se pa nekaj spremeni. O tem govorim, pa mogoče še se kaj spomnimo vmes, do takrat pa vljudno povabljeni, da se naročite na moj kanal za podobne analize, highlights in tako naprej. Torej, Dončić, prva zadeva, poletje. Saniral bo poškodbo oziroma poškodbe, če jih je več, ki ga mučijo. Do naslednje tekme ima, dobro, zdaj je že nekaj časa minilo, ampak nazadnje, ko smo se slišali, sem rekel 200 dni do naslednje NBA tekme. Se pravi, takrat ni igral okoli 35 dni od poškodbe, zdaj bo minilo celo poletje, priprave in tako naprej. V glavnem, pogrešal bo košarko bolj kot ne vem kaj, ne. Tako da mislim, da bo fej zagrižen za to. Že lani sem ga v Tivoliju oziroma predlani videl, da je igral pedal, na Krku se je individualno pripravljal, celo osebni trener, ne, je bil zraven vmes, pa tisti kondicijski ali fizični, kakršnikoli trenerji že iz časa Madrida ga spremlja, tako da v bistvu ni izgovorov, no. Ampak dobro, saj smo že navajeni iz zadnjih let, da se Luka res intenzivno pripravlja, da dobesedno izklesa svoje telo za največje napore. To je zdaj v bistvu že jasno, da ima svojega nutricionista, kuharja, tako da glede tega jaz mislim, da je okej. Zadnje 2 sezoni smo pa res navajeni, da ga vidimo tako kot treba. Druga stvar, še to mogoče, no, Luka naj bi bil že na nekakšni dieti, ki mu bo pomagala vzdrževati tole fizično formo še naprej, ne? Da ne bo kakšnega viška kilogramov, da tako rečem. To. In druga zadeva, morda še celo pomembnejša, iz strani LA Lakersov lahko zasledimo novice, da bo pomagal oziroma da pomaga pri soustvarjanju rosterja, se pravi ekipe za naslednjo sezono. Kaj zdaj to pomeni? Zdaj informacije so malenkost skope, je pa res, da naj bi Luka pred letom v Slovenijo, ki se dogaja ali v tem trenutku, ali se je že zgodil, se nema veze, imel nek kratek sestanek z vodjo ekipe, oziroma vodji ekipe, kakorkoli, o tem, da naj bi bil vključen v samo sestavo moštva. Zdaj, kaj to pomeni, najbrž bo imel veliko besedo pri tem, koga pripeljati, kolikor so možnosti seveda, in koga obdržati. Kaj več, niti ne verjamem. Veliko vprašanje je, o tem smo že seveda govorili, kaj bo z LeBronom, kako se bo on odločil, ali še bo nadaljeval ali ne. Luka je jasno in glasno povedal, da Austina Reevesa ne želi v pogovorih glede menjav. Bomo videli. Ves čas že lani se je omenjal Janis pa je letos naznanil, da mu nekako življenje v LA-u ne diši, ne? Tako da bomo videli, kam se bodo obrnili vodilni pri Lakersih. Vsekakor pa mislim, da je zdajle jasen pokazatelj tale serija proti OKC-ju, kljub temu, da Luke ni bilo, da je moštvo potrebno osvežiti.
vendarle se je nekako potrebno prilagoditi vedno močnemu Zahodu, kajti zdaj Luka igra posebno košarko, to vemo zdaj že vrsto let, ko ga spremljamo, nekako njegov stil igre je takšen, da mu moreš prilagoditi moštvo okoli njega, sam Luka kot takšen, kot je, načeloma tudi prvi strelec lige, bo se pa malenkost težje on prilagodil celotnemu moštvu kot nasprotno, ne? Ja, kaj menite o tem, koga lahko Luka pripelje, koga bi vi želeli in da se pripelje in da se ga obdrži, spodaj v komentarju je vaša možnost. In pa še to mogoče, no, kot sem že prej omenil, New York gre na Cleveland in pa Oklahoma gre na San Antonio. Jaz bi dal tukaj v Oklahoma proti San Antonio tak eno malo večjo pozornost, kajti med rednim delom sezone so San Antonio pa že v pokalu, kar nekaj preglavic povzročali Oklahomi, mislim, da jo celo izločili tamle v pokalu. In tu bo še zanimivo, posebno, ko bo enkrat tale Wemby motiviran, vemo, zdaj je bil kaznovan tekmo in potem, ko je prišel nazaj, bum, takoj je eksplodiral. Hkrati pa so pri OKC-u seveda lačni, da vzamejo še drug naslov. Nazadnje imajo novega, starega MVP-ja v Sheju. Še tole malenkost, Luka ni prejel nobenega glasova za prvo mesto na MVP lestvici. Končal je na 4. mestu, se pravi Shea prvi, drugi Jokić, Wembanyama tretji in pa Luka četrti. Nek drobiž za drugo mesto je prejel glasov, Luka pa tudi za tretje nekaj. Skratka, še vedno bi dal malenkost prednosti Oklahomi, recimo tam 4-2, mogoče celo 4-3 za Oklahomo. Medtem ko na drugi strani New York, Cleveland, zelo težko ocenim, nekako subjektivno raje želim videti New York in pa Madison Square Garden v samem velikem finalu lige NBA, pa mogoče tudi zaradi Brunsona se nekako bolj tam nagibam, nekih težkih simpatij s Clevelandom niti nimam, tako da ja. To je to, kar se tiče NBA, mogoče še zanimivo, skončal se je zaključni turnir slovenskega državnega prvenstva do 18 let. Nekaj krasnih posameznikov je bilo, ki si jih je vredno zapomniti za nadaljne čase, ne vem, Gal Čop, Ciperle, mogoče dva posameznika, ki sta konkretno izstopala na samem turnirju, Jazon Krošelj pri Krki, Balžič, mogoče Vid Pregl, oziroma ni Vid, ampak je Bine, Viti njegov brat, pa še mogoče koga sem, Rok Kozelj, ki je sicer hitro izpadel svojo Rogaško, ampak pokazal eno odlično srečanje v tistem četrtfinalu. V glavnem vredno gleda. Spodaj je vaš prostor, kot vedno prej, če se mogoče kaj takšnega ključnega pozabil ali bi želeli sami dodati, lepo povabljeni v debato. Do naslednjič pa, ko se kaj zanimivega zgodi. Gregor sem bil z vami iz Greg Sporta, ljubljanska gužva se začenja, klasika, ponedeljek. Lepo se imejte, strpne živce v novem delovnem tednu. Srečno.